Svetlova, ne? Tole, no, zdaj imamo vse reflektorje, ki smo jih morali iskati tudi vam. Ne boste ljubili. Žalen se dobiš več držala. Ti, ki je imel na zalogi. Ja, ste bili uporabi. So drugačna svetloba je bela? A je v redu? Ja, sem boljš kot prej. Ali damo še kaj neona? To bo ona povedala. Ja. Mislim, da ne bo treba. Ne, meni je takole všeč, ki je, ki sem prežgal najprej samo to. Ko sem pa one prežgal, je bilo se zreš prav. Močna svetloba. Ja, verjetno pobrala. To redno tudi, ko je ja. potrebno za mene. Tako da bomo videli same Lep dober večer, drage dame in gospodje. Jaz vas prav prisrčno in toplo pozdravljam na odprtju prve razstave v koledarskem letu 2014. To je mimogrede tudi začetek 15. leta delovanja te galerije, odkar za program Galerije Domžale skrbi kulturni dom Franca Bernika Domžale. Ob tem pa seveda ne smem zanemariti podatka, da je ta prostor namenjen razstavni dejavnosti že od 70 let preteklega stoletja. Torej, prav prisrčno pozdravljeni na odprtju te razstave. Moj prisrčen pozdrav pa seveda tokrat velja avtorici nocojšnje razstave, pripadnici mlajše generacije slovenskih umetnikov, Maruši Šuštar, ki jo prav prisrčno pozdravljam v naši sredi. O avtorici njenem delu bo spregovorila gospodinja Galerije Domžale, Mojca Grmek. Dobro večer. Maruša Šuštar je ena redkih umetnic in umetnikov mlajše generacije, ki v svojem delu izhajajo iz modernističnega slikarstva. Tudi njene najnovejše slike, nastale v obdobju zadnjih 3 let, na prvi pogled delujejo kot značilna dela modernizma, kjer je v ospredju razmerje med barvo, potezo in svetlobo, definira pa jih občutenje na strani ustvarjalke ter živetje na strani gledalca. Vendar že drugi pogled pokaže, da so te slike pravzaprav izseki pokrajine, tu in tam poseljene s človeškimi figurami, njihova glavna značilnost pa je, da jih dosledno zaznamuje distanciran pogled od zgoraj. Kakršnikoli že so izseki pokrajine, naj bodo prikazani skozi pogled s ptičje perspektive ali pa z oddaljenega satelita, vstopajo v ospredje njihove geografske in geološke značilnosti. Torej njihova podoba, ki se je kot produkt naravnih sil izoblikovala skozi tisočletja. V njih je ostalo ujeto okamnjeno nekdanje življenje, zato delujejo opustelo, skrajno elementarno. Prevevajo skoraj strašljiva praznina, nepremična tišina in občutje večnosti, vsaj z vidika trajanja človeškega življenja. Znotraj teh prostranstev so edini znak življenja drobcene človeške figure. Razpostavljene so skupine, vendar jih ne začutimo kot strnjeno množico, v kateri dremajo potenciali kolektivnega delovanja, ampak kot skupek naključno raztresenih posameznikov, ki izgubljeno postavajo ali brezciljno begajo naokrog. Na prizorišču se pojavljajo kot protagonisti, ki še najbolj spominjajo na avatarje v računalniških igricah. Svojo nedejavno prezenco, v pričakovanju ukazane vidne sile, ki jih vodi, izražajo zgolj oddaljeno možnost dogajanja. Nič določenega ne počnejo in tudi, če bi karkoli počeli, to ne bi bilo pomembno. Zdi se, da jim zadostuje, da preprosto so. Na ravni podobljenega, brez iskanja globnih pomenov, slike Maruše Šuštar torej prikazujejo razmerje med naravo in človekom. Na eni strani srečujemo moč narave, njeno mogočnost, neizprostnost in brezbrižnost, na drugi človekovo majhnost, krhkost in minljivost. V tem razmerju, ki ga v temelju zaznamuje neenakost moči, je za človeka edina možna pot podrejenost naravi in njenim silam. Vendar je to samo ena raven interpretacije.
Na drugi ravni, ki je s prvo tesno prepletena, interpretacija prihaja iz narave v polje družbenosti. Pri tem je izhodišče slikarkina dosledna uporaba oddaljenega pogleda v zgoraj. Ta pogled, ki je večini od nas v neposrednem življenjskem izkustvu nedostopen, je neprestano navzoč in vse viden, a sam ni viden. Pripada lahko samo očesu neke posplošene oblasti. V njem se posameznik kaže zgolj kot objekt informacije, nikoli pa ne nastopa kot subjekt komunikacije. Skozi ta pogled se manifestira hierarhična organizacija sodobne družbe, ki opoganja mehanizem nenehnega nadzora od zgoraj navzdol. Tudi na drugi ravni interpretacije teh slik gre torej za prikaz nekega razmerja, ki ga bistveno opredeljuje neenakost moči. Na eni strani stoji oblast, ki pripada vsemogočnost, neizprostnost in brezbrižnost, na drugi nemočen in nepomemben posameznik, ali pač množica, ki mu pritiče podrejenost. Toda če v kontekstu narave človek preprosto ne more preseči svoje podrejenosti, ker je smrten, je v polju družbenosti povsem drugače. In tu se v slikarstvu Maruše Šuštar odpira prostor za kritično refleksijo. Hvala. Spoštovani, tale glasbeni vložek Ajde in Evine Buzin sta pripravili violinistki kot sokrajanki avtorice v njen pozdrav razstavi v Galeriji Domžale. Vsaka razstava zahteva celo kupico organizacijskih poslov in pri izvajanju neke strokovnosti se včasih zgodi tudi kakšna drobna napaka. Ena od takih napak je take narave, da danes zahteva javno opravičilo našega zavoda, inštitucije Kulturni dom Franca Bernika Domžale, v zloženki, ki je bila izdana v tej priložnosti. Avtoričine fotografije v katalogu ni fotograf, ki je napisan, ampak je avtor fotografije Tihomir Pintar.
Avtorja fotografije, ki tukaj sicer ni prisoten, se vljudno opravičujem, opravičilo bo prejel tudi po pošti. Vam se pa zahvaljujem, ker moje opravičilo sprejemate z razumevanjem. Hvala lepa. Ampak pomembno je, da smo se danes zbrali v tej naši galeriji zaradi tega, ker je avtorica postavila v našo galerijo dela, ki želijo popestriti kulturno dejavnost v Domžalah, v galeriji Domžale, tudi z deli, kakršni so danes s temi 8 deli razstavljeni v galeriji Domžale, vse tja do konca meseca januarja. Galerija Domžale bo poskrbela, da si bodo te razstavljena dela ogledali tudi najmlajši. V ta namen smo z letošnjim letom ponovno pričeli z tako imenovanimi ustvarjalnimi sobotami, namenjene mladim obiskovalcem. Program, ki ga pripravlja kustosinja, naša zunanja sodelavca Katarina Roskrušelj, bo tokrat imel naslov Kako vidijo ptice. Najmlajši se bodo sprehodili skozi avtoričina dela in raziskovali figuralno in krajinsko sliko, ter na kakšen način ju avtorica povezuje. Ta program bo na sporedu v soboto, 18. ob 10. dopoldne. Sicer si pa ta razstavo oziroma galerijo Domžale ogledujejo tudi otroci v dopoldanskem času kot sestavni del njihovega pedagoškega programa. Jaz vas vabim, da si v galeriji Domžale to razstavo ogledate še s svojimi prijatelji in znanci vse tja do konca meseca. Seveda, danes pa to pomeni, da smo z temi besedami pravzaprav zaključili samo en manjši del nocojšnjega dogajanja, kajti pomembno je, da se v galeriji Domžale ob razstavljenih delih, tokrat avtorice Maruše Šuštar, ustavimo, se o tem pogovorimo, si o tem morebiti tudi nazdravimo in izmenjamo prijetne trenutke. Ta kulturni dogodek pomeni tudi druženje, tako kot vsak kulturni dogodek. Naj nas povezuje in naj nam da na nek način morda tudi elana, da se izmenjamo svoje misli tudi še o čem drugem, kar se pogovarjamo zunaj galerij oziroma zunaj kulturnih prostorov. To seveda sedaj pomeni, da avtorici Maruši Šuštar za razstavo v galeriji Domžale iskreno čestitam in ji seveda želim še nadaljnjih ustvarjalnih izzivov. Vse lepo. Toplo se zahvaljujem gospod direktorju in kustosini, predvsem pa vam vsem obiskovalcem in vsem, ki bodo še prišli, uživajte sproščeno v mojih slikah, v pogostitvi, v druženju in lep večer vsem. Se vam tukaj se malo poznava, tako da ni. Jaz sem dobila v korekturo, to je za F. Sam to nisem videla, se je to premejkana, ne? Ja, sam svoje slike, ne? Tekst sem prebrala, slike sem pogledala.